Pozdravljeni vsi učitelji, starši, bratje in sestre ter drugi družinski člani. Vsi, ki nas opazujete izza ekranov, ter seveda gospod ravnatelj. Danes smo tukaj, da se poslovimo po 9 skupnih letih. 9 letih? Tako dolgo vas že gledam. Pa sej ni bilo tako hudo. Za začetek si poglejmo, katere pripetljaje so naši nastopajoči že doživeli v preteklih delih. No, kako se reče mokro not? Nismo čuli. Nekaj imela blata, pa ti grizla. Ja. Tudi človek tu. Rečemo najprej gojke, se me preznežemo bajke. Tomačko. That's the best teacher of mathematics.
V teh letih se nismo strinjali v marsičem. Tekmovali smo v tem, kateri razred bo imel boljše povprečje ocen, ter kdo bo prvi na kosilu. Kljub temu, da so nas v 7. razredu razdelili na pol, smo ostali povezani. Ker je bil za nas to velik šok, vam bomo zapeli tudi pesem z enakim naslovom. Pa prisluhnimo. Eno vprašanje imam za vas. Kaj pa vam je bilo v teh 9 letih najbolj fajn? Meni je bilo med odmori, ko smo se slovensko medavali. Se spomnite zaključnih izletov, pa raznih ekskurzij? Ko smo dobili tovornjakarja, da mi jo pomahali. Ko smo šli k Kremkotu na sladoled ali k Gregecu na hamburger. Ali pa igranje nogometa in delanje selfijev med prostimi urami. Kaj pa naši diskoti? Če ne bi bilo korone, bi verjetno imeli še več. Verjetno ja, samo zvačete. Preden pokažemo kratek pregled enega izmed 3 diskotov, za vse, ki se ga ne spomnijo oziroma ne vedo, kaj so zamudili, Bi se radi zahvalili vsem učiteljem, ki so nam priskočili na pomoč in preživeli diske z nami, še posebej pa gospodu ravnatelju, ki je našo idejo odobril. Now, here comes the music. Boom, boom, bam, boom. I'll shoot you right down.
Shoot you right down. Okay. Better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Here's you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if something bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Pred 9 leti smo prvič stopili skozi vrata Oše Duple. Bili smo majhni, prestrašeni, a neizkušeni, a skozi leta smo rasli. Rasli smo in se razvijali. Danes stojimo tukaj, 9 let kasneje, le en korak od srednje šole. 9 let je minilo v tako rekoč minuti, a kljub temu, da je vse skupaj minilo tako hitro, vseh spominov ne bomo pozabili. Bili so vzponi in padci, smeh in solze, dobre in slabe ocene. Veliko se je spremenilo, a nekaj ostaja enako, naše prijateljstvo. Danes stojimo tukaj, en korak pred prihodnostjo, en korak pred začetkom nove poti. Zato bi ta trenutek radi izkoristili, da se zahvalimo. Hvala, dragi učitelji, za vse neprespane noči, ko ste si glavo belili z našimi problemi, za vse izrečene spodbudne besede, ki so nam pomagale preživeti naporne dni v šoli. Hvala, da ste verili v nas in naše znanje, naše talente in nas sprejeli takšne, kot smo, tudi ko smo vam delali sive lase. Z znanjem, ki ste nam ga predali, bo srednja šola veliko lažja. Zahvaliti se moramo tudi našim staršem. Kljub posledicam hormonov, ki delujejo v puberteti, in kljub temu, da včasih rečemo, da nikoli nimate prav in da nas ne razumete, ste naša največja in najtrša podporna skala. In ne glede na naše napake, ko vsi ostali obupajo nad nami, ste vedno tu, čakate nas z brezpogojno ljubeznijo in nas spodbujate ob vsakem padcu. Hvala.
Da je bilo naše bivanje na šoli zabavno in da smo se kar se da največ naučili, pa smo seveda zaslužni vsi. Tako vi, učitelji, kot tudi mi, učenci in seveda gospod ravnatelj. Posebna zahvala gre še posebej razrednikoma, ki sta poskušala uresničiti vse naše načrte in cilje v tem letu. Z njima smo se že in se še bomo poslovili, vendar bi se še enkrat radi zahvalili, saj si ne moremo predstavljati preteklih let brez vas. In ker smo se v teh 9 letih zelo dobro naučili tudi abecedo, vemo, da je črka A pred črko B, zato besedo B, ki z veseljem predajamo A razredu. Dragi razredniki, skupaj smo že od 6. razreda. Najprej ste skrbeli za 29 učencev in čeprav nas je bilo takrat tako veliko, ste vedno poskrbeli za vsakega posameznika. Spravljali ste nas smeh in kljub temu, da smo bili včasih preveč razigrani ter polni energije, ste nas znali umiriti in nam naših napak niste nikoli zamerili. V 7. razredu pa smo se razdelili na pol. Čeprav nas je bilo manj in nismo vedeli, kaj nas čaka, ste nam pomagali prebroditi vse težave. V zadnjih 2 letih smo se še bolje spoznali in povezali, se skupaj smejali in se razvijali. V zadnjih 4 letih se ne predstavljamo brez vas. Upamo, da nas boste pogrešali, tako kot bomo mi pogrešali vas. Slovo vam podarjamo nekaj, kar vas bo vedno spominjalo na nas. Od svoje razredničarke pa se bi radi poslovili tudi učenci B razreda, zato jim prodajamo besedo. Učiteljica Marina, prosim, da se nam pridružite na odru. In prišel je čas, ko se moramo na žalost tudi mi posloviti od vas. Ko smo stopili v 7. razred in vas zagledali, si niti predstavljali nismo, da bomo ravno mi imeli to čast, da boste prav vi postali naša razredničarka. Ampak kljub začetni žalosti, ko smo se razdelili na pol, mislimo, da smo se tekom teh let dobro ujeli in razumeli med seboj. Poznali smo veliko stvari o vas, predvsem pa to, da niste le učiteljica, vendar ste učiteljica v pravem pomenu besede. Ste zelo iskrena, zabavna, pozitivna in dovolj stroga oseba. V razredu z vami smo se počutili res lepo, saj smo se sprostili in pozabili na vse probleme. Naučili ste nas različne stvari, povedali svoje poglede na svet v določeni situaciji in dali predvsem širino naši razgledanosti. Vse bomo z veseljem ponesli v življenje, saj so se nam nekatere vaše besede vtisnile globoko v spomin, kot na primer kuharski in gospodinjski nasveti, kako pripraviti solato iz kopriv in da lahko, ko se gibamo na svežem zraku, naredimo kar 2 stvari hkrati. Se razgibamo in hkrati naberemo ogromno zdravilnih in užitnih rastlin za malico ali celo za kosilo. Resnično ste dobro poznali vsakega izmed nas, naše šibke točke ter tudi nadarjenost vsakega posameznika na določenem področju. Spodbujali in podpirali ste nas pri vsaki zamisli in ideji ter si iskreno želeli, da vsak od nas uspe in se prijetno vklopi v razred. Danes vam lahko z veseljem povemo, da vam je vse našteto zagotovo uspelo. Smo eden izmed najbolj povezanih razredov na šoli. Med seboj si z veseljem priskočimo na pomoč, držimo skupaj in kar je najpomembneje, z vašo pomočjo smo ugotovili, da ni vsak za vse, vendar če vsak dela dobro na določenem področju, je svet lahko lepši in boljši. Iskreno se iz srca zahvaljujemo, da nikoli, ampak res nikoli niste obupali nad nami in se nam v še tako stresnih in napetih trenutkih zbujali, bodrili in razumeli ter nam pomagali pri razvijanju naših talentov in pri osebnem razvoju. Hvala vam za ves trud, ki ste ga vložili v naše šolsko in obšolsko delo in podporo na vsakem koraku in da ste vsa 3 leta, ko ste bili naša razredničarka, verjeli v nas in nas usmerili na pravo pot, tudi ko smo iz nje malce zašli. Iskreno hvala, da ste z nami zapisali to nepozabno in neponovljivo zgodbo. V spomin na nas, po vsej verjetnosti vašo zadnjo generacijo, kateri ste bili razredničarka, vam podarjamo spomine, ki na vas vsakič, ko si boste pripravili sok iz naravnih sestavin in pokukali na to našo sproščeno skupinsko fotografijo, spomin na nas in na vse naše skupne dogodivščine, ki smo jih doživeli tukaj.
Saj veste, kako pravijo. Sedaj pa bi prosili tudi gospoda ravnatelja, da se nam pridruži tukaj na odru ter nam podeli zaslužena priznanja in pohvale. Preden bom pričel z današnjim nagovorom, moram reči, da to, kar ste nam priredili danes in pripravili, kaže na vse to, da vi odraščate, da ste dovolj zreli in da ste naredili takšno prireditev v določenih izrednih razmerah, vam res gredo vse čestitke in pohvale. Super se počutimo danes z vami in verjamem, da se bomo tudi v prihodnosti, ko se bomo še večkrat srečevali. Tako kot vsako leto, sicer običajno na valeti nekje izven našega zavoda, spregovorim še zadnjič tako zbranim učencem in pa seveda tudi zaposlenim nekaj misli za popotnico za vaše nadaljnje življenje. Tako kljub temu, da smo danes v šoli, da nismo nekje izven zavoda, vam namenjam nekaj besed in seveda, da vam zaželim vse dobro za vaše življenje za naprej. Spoštovane učenke in učenci, starši in učitelji, za nami je še eno šolsko leto in nastopil je čas, ko se na poseben način poslavljamo od vas. Ponavadi je slovo žalostno, zato raje ne bom govoril o slovesu, saj verjamem, da se bomo v življenju še velikokrat srečali. Ob vašem zaključku šolanja je prav, da za trenutek pogledamo nazaj in se spomnimo na čas, ki nam bo ostal v spominu. Ni dolgo tega, kar ste pred 9 leti prestopili prag naše šole. Marsikateremu izmed vas se je prvo srečanje s šolo, učitelji in drugim okoljem močno vtisnilo v spomin. Že po nekaj dnevih so vsa začetna nezaupanja, pomisleki, morda tudi strah izginili. Skupno smo začeli graditi prijateljstvo in zaupanje, kajti samo tako smo lahko dosegli zastavljene cilje. Teh pa v 9 letih ni bilo malo. Čeprav smo včasih od vas zahtevali nemogoče, je bilo to zato, ker smo verjeli, da vam bo uspelo izpeljati tudi nemogoče zadeve. Vsi delavci šole smo zadovoljni in obenem ponosni, da ste presegli svoja in naša pričakovanja. Prav vsak od vas je nekaj posebnega in prav vsakemu od vas želim, da bo v življenju srečen in uspešen. S polno odgovornostjo lahko trdim, da boste z znanjem, ki ste si ga pridobili na šoli, uspešno nadaljevali vaše šolanje. Moja iskrena želja pa je, da boste vse, kar ste pridobili z našim vzgojno-izobraževalnim delom, koristno znali uporabiti tudi v nadaljnjem življenju. Vsi delavci šole smo zadovoljni in obenem ponosni, da je šolanje zaključila še ena generacija zelo uspešnih učencev. Zasluge za to si lahko pripišemo prav vsi, torej tudi starši, še posebej pa učenci. Za odgovorno in uspešno opravljeno delo se želim še posebej zahvaliti in obenem čestitati tudi vašima razrednikoma, Marini Herman in Žanu Bohorču, ki sta velikokrat prevzemala veliko breme odgovornosti za vaš napredek, razvoj in pomoč ob reševanju različnih težav. Ob današnji priložnosti vam želim še enkrat čestitati za dosežene rezultate in se vam zahvaliti za vso prizadevnost pri zastopanju in dokazovanju dobrega dela naše šole. Zato bomo najuspešnejšim učencem podelili pohvala in priznanja oziroma nagrade. Pa prosim zdaj malo za pomoč, tako da...
Naj se mi pridruži Maj Menciger, ki prejme pohvalo za delo v razredni skupnosti. Bom malo počakal, da te vsi vidijo. Torej, Maj prejme pohvalo za delo v razredni skupnosti in lep odnos do sošolcev in učiteljev, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, rokometa, nogometa in odbojke in krosa. Čestitke, Maj. Matija Filipič. Matija prejme športno priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa, nogometa in odbojke in bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. Čestitam. Simon Mikl. Simon prejme priznanje za sodelovanje na tekmovanju iz rokometa in odbojke. Čestitam. Žan Matičič. Žan prejme pohvalo za tehnično pomoč pri organizaciji šolskega diska. Super. Tija Heller. Da vam mama kar veliko za prebrati. Torej, Tija prejme pohvalo za vestno obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah. Pohvalo za sodelovanje pri projektu Tutorstvo. Pohvala za prostovoljno delo v šolski knjižnici. Pohvalo za delo v razredni skupnosti in lep odnos do sošolcev in učiteljev. Pohvalo za večletno ustvarjanje korakov, sodelovanje na kulturnih prireditvah in literarnih natečajih. Pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, knjižno nagrado za opravljeno bralno značko, knjižno nagrado za doseženo bralno značko v vsakem razredu osnovne šole in bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. En velik aplavz in čestitke. Valentina Stevanovič. Valentina prejme pohvalo za vestno obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah. Čestitam. Alen Vrbanšek. Alen prejme pohvalo za spoštljiv odnos do učiteljev, bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. Čestitam, Alen. Lara Peklar. Prejme pohvalo za prostovoljno delo v šolski knjižnici, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz hip-hopa. Čestitam. Vanessa Pipoš. Vanessa prejme pohvalo za prostovoljno delo v šolski knjižnici. Čestitam. Benjamin Krasniči. Benjamin prejme pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, bronasto priznanje iz tekmovanja iz logike in bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. Čestitke.
Lara Klemenčič. Lara prejme pohvalo za vestno obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah, pohvalo za sodelovanje pri projektu Tutorstvo, pohvalo za večletno ustvarjanje korakov, sodelovanje na kulturnih prireditvah in literarnih natečajih, pohvalo za delo v razredni skupnosti in lep odnos do sošolcev in učiteljev, knjižno nagrado za upravljeno bralno značko, knjižno nagrado za doseženo bralno značko v vsakem razredu osnovne šole in priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz hip-hopa. Čestitke. Ja, seveda, darilo še. Izvoli. Tin Grabner prejme pohvalo za delo v razredni skupnosti in lep odnos do sošolcev in učiteljev, bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. Čestitke. Lija Horvat Zupančič. Tudi tukaj bomo malo dlje časa prisluhnili, in sicer Lija prejme pohvalo za vestno obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah, pohvalo za vodenje in sodelovanje pri projektih šolske skupnosti, pohvalo za večletno ustvarjanje korakov, sodelovanje na kulturnih prireditvah in literarnih natečajih, pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, knjižno nagrado za upravljeno bralno značko, knjižno nagrado za doseženo bralno značko v vsakem razredu osnovne šole, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa, odbojke in odbojke na mivki, bronasto priznanje iz tekmovanja iz logike, priznanje s knjigo za doseganje odličnih rezultatov vsa leta šolanja, pomoč sošolcem pri učenju, lep odnos do sošolcev in učiteljev, aktivno delo v šolski in oddelčni skupnosti ter večletno sodelovanje pri šolskih projektih. En močen aplavz za Lijo. Ajda Rojko. Pa prisluhnimo, zakaj se pohvalimo Ajdo. In sicer Ajda prejme pohvalo za vodenje in sodelovanje pri projektih šolske skupnosti, pohvalo za večletno ustvarjanje korakov, sodelovanje na kulturnih prireditvah in literarnih natečajih, pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, knjižno nagrado za upravljeno bralno značko, knjižno nagrado za doseženo bralno značko v vsakem razredu osnovne šole, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, rokometa in odbojke, bronasto priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika, bronasto Cankarjevo priznanje, bronasto Proteusovo priznanje, srebrno Cankarjevo priznanje, priznanje s knjigo za doseganje odličnih rezultatov za vsa leta šolanja, pomoč sošolcem pri učenju, lep odnos do sošolcev in učiteljev, aktivno delo v šolski in oddelčni skupnosti ter večletno sodelovanje pri šolskih projektih. Iskrene čestitke. Pa nadaljujemo z našimi pohvalami in priznanji, in sicer Matevž Kristanič. Matevž prejme pohvalo za večletno aktivno delo v oddelčni skupnosti in priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, nogometa, košarke, odbojke, rokometa in krosa. Pravi športnik, čestitamo. Priznanje prejme Luka Jurša Trantura. Luka prejme priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz nogometa, rokometa in odbojke. Čestitke.
Timotej Šuen. Timotej prejme priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, košarke, odbojke, rokometa in krosa. Čestitke. Patrik Žižek. Patrik prejme priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa. Čestitke. Andraž Fideršek. Andraž prejme pohvalo za tehnično pomoč pri šolskem disku. Čestitke. Ana Borovnik. Ana prejme pohvalo za obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah. Čestitke. Ana Šerbinek. Ana prejme pohvalo za prizadevno in vestno delo, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa, odbojke in odbojke na mivki. Čestitke. Domen Čeh. Domen prejme bronasto priznanje na šolskih tekmovanjih iz angleškega jezika in priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa, nogometa in odbojke. Čestitke. Aleš Paluc. Aleš prejme bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, nogometa, odbojke, rokometa in krosa. Čestitke. Ema Bračko. Ema prejme bronasto priznanje na šolskih tekmovanjih iz angleškega jezika, pohvalo za pomoč sošolcem pri učenju in aktivno delo v oddelčni skupnosti. Čestitke. Klara Gradišnik. Klara prejme pohvalo za vestno obiskovanje pevskega zbora in nastopanje na šolskih prireditvah, pohvalo za pomoč sošolcem pri učenju in aktivno delo v oddelčni skupnosti, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz rokometa, 2 knjižni nagradi za opravljeno bralno značko in zlatega bralca. Čestitke. Melani Žlahtič. Melani prejme pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, pohvalo za pomoč sošolcem pri učenju in sodelovanju pri raznih šolskih projektih, 2 knjižni nagradi za opravljeno bralno značko in zlatega bralca, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, rokometa, krosa, odbojke in odbojke na mivki. Čestitam. Mija Miholič. Mija, kar nekaj časa boš tukaj pred mano, kar veliko imam za prebrati. In sicer Mija prejme pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, pohvala za večletno ustvarjanje korakov in sodelovanje na literarnih natečajih, 2 knjižni nagradi za opravljeno bralno značko in zlatega bralca, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, rokometa, krosa, odbojke in odbojke na mivki,
Priznanje s knjigo za doseganje odličnih učnih rezultatov vsa leta šolanja, pomoč sošolcem pri učenju, lep odnos do sošolcev in učiteljev, aktivno delo v oddelčni skupnosti ter večletno sodelovanje pri raznih šolskih projektih. Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz angleškega jezika. Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine. Posebno priznanje diamantni kenguru, za osvojena priznanja na tekmovanju mednarodni matematični kenguru vseh letih osnovnošolskega izobraževanja. Mi iskreno čestitam in za njo bi lahko rekli, glede na letošnje ocene, ki jih ima v redovalnici in ob zaključku, da je to naša zlata učenka, ne? Tako da en velik aplavz za njo. In še ena takšna učenka prihaja, to je Karolina Pernek. Karolina prejme pohvalo za doseženo znanje v 9. razredu, pohvalo za večletno ustvarjanje korakov in sodelovanje na kulturnih prireditvah in literarnih natečajih, 2 knjižni nagradi za opravljeno bralno značko in zlatega bralca, priznanje za sodelovanje na tekmovanjih iz atletike, rokometa, krosa, odbojke in odbojke na mivki. Priznanje za doseganje odličnih učnih rezultatov vsa leta šolanja, pomoč sošolcem pri učenju, lep odnos do sošolcev in učiteljev, aktivno delo v oddelčni in šolski skupnosti ter večletno sodelovanje pri raznih šolskih projektih. Karolina prejme priznanje za doseganje odličnih rezultatov vsa leta šolanja, pomoč sošolcem pri učenju, lep odnos do sošolcev in učiteljev, aktivno delo v oddelčni šolski skupnosti ter večletno sodelovanje pri raznih šolskih projektih. Bronasto priznanje prejme za tekmovanje iz astronomije, bronasto priznanje prejme za tekmovanje iz fizike, bronasto priznanje prejme za tekmovanje iz zgodovine, srebrno priznanje prejme za območno tekmovanje iz zgodovine, bronasto Cankarjevo priznanje prejme za tekmovanje na šolskem področju iz slovenščine, srebrno Cankarjevo priznanje prejme za tekmovanje na območnem tekmovanju iz slovenščine in zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine. Torej si res zlata. Počasi se nam bliža torej tudi zaključek te današnje prireditve. Nekaj presenečenj imamo še za vas, ki se bodo zgodila v nadaljevanju. In za zaključek, da vam še enkrat podam res zadnje sporočilo. In sicer pravijo, da je življenjska pot dolga in polna ovir. Zato poskrbite vsak zase, da bo na vaših novih poteh manj ovir in več sreče, veselja, ljubezni in zadovoljstva. Želim vam veliko zdravja in vse dobro. Hvala lepa. Preden pa še vi greste, pa bi se vam tudi mi radi zahvalili za vsa podeljena priznanja in pohvale, da pa se nas boste vedno spominjali, pa imamo tu za vas še našo skupinsko fotografijo. Še enkrat zahvaljujemo za vse, kar ste dobrega storili za nas. Upamo, da ste uživali, tako kot smo uživali tudi mi v teh letih. S tem se zapirajo naša vrata tukaj. In se že odpirajo nova nekje drugje. Še enkrat iz srca hvala.
Ja.